Dobar dan, danes bomo... shit, a ga vidiš, a ne? V tem videu bomo govorili o urejanju videoposnetkov. Pravzaprav bomo nekaj skupaj zmontirali, da boste videli na kakšen način, po kakšnem principu in s kakšnim načinom razmišljanja, ki pride do montaže, pravzaprav nastane komotar minuta. Še vedno velja, da jo v veliki večini primerov zmontiram na telefonu. In tudi to je zelo pogosto vprašanje. Vsi tisti, ki ste me to vprašali, dobro veste, kdo ste. Ker vprašanje je, Ciril, s čim že ti montiraš? Kaj je ona za ena aplikacija? Viva neki. Ja, res je. Imenuje se Viva Video, ampak jaz pa uporabljam izvedenko Viva Cut. Kje jo najdeš, je menda jasno. Vsak, ki ima Huawei-a, dobro pozna. Ali bi pa moral. Huawei App Gallery. Ne bomo govorili pa samo o obdelavi videa oziroma o montaži. Pokazal vam bom tudi, na kakšen način jaz obdelujem fotografije, preden jih objavim. Ali na Instagramu, ali na Facebooku, se ni važno. Važno je, da če ti hočeš eno fotko obdelati, da imaš neko preprosto, poudarjam preprosto, mi hočemo, da je simple, easy, da lahko fotografijo ali pa video sestaviš v par kratkih korakih. Zdaj sem pa tako razmišljal, ne? Jaz ponavadi snemam pa montiram avte, je res. Ampak sem pa želel predstaviti vse skupaj v sklopu enega takega bolj realnega scenarija. Mislim, ne testira veliko ljudi avtomobile, pa se mogoče s tem vse malo težje poistovetiš, drži? Zato grem jaz na en kratek sprehod s psom. Gizmo tam menda poznaš? Reč živa. Tukaj je telefon, vidiš, tukaj. Aha, evo. Da boš dobil malo idejo, kako lahko z nekim preprostim urejevalnikom zelo hitro narediš prijeten video. Ali jaz, ki delam z avtomobili, ali ti, ki pelješ psa na sprehod, ali pa ki ima tvoj otrok, prijatelj, bratranec rojsten dan, pa vedno je pol stric, ki nekaj snema, pa kam grejo ti posnetki? In kamer, zavedno ostanejo nekje na telefonih, nikoli, ali pa zelo redko, pa iz tega nastane nek izdelek, ki bi ga pa lahko še leta in leta kazal. A imam prav, a ne de? Veliko ljudi snema, gotovo vsi snemate. Koliko pa pol to skup sestav? Bolj mal, ne? Pa imaš pa 3-minuten klip, pa pol kažeš, ne lej, čak samo, ne, še ne, čak, aj naprej, a zadnje, čak, kje že tist, ki je balon počul, veš? Tako da to je to, jaz pa Gizmo greva na en sprehod, vmes bom snemu kadre, ampak v naslednjem kadru, v tem videu se pa že preselimo v video urejevalnik, kjer ti bom pokazal, kako sem kadre, ki jih bom zdajle nabral, skup vrgel. A prav? Te malo zebe, ne? Pega. Tako da najbolj za to aplikacijo kar odprem, stisnem ta velik vijoličen gumb Create, in se mi takoj pokaže material, ki ga že imam, torej video, ki sem ga posnel na sprehodu. Najprej zagrabim prvi kader in tukaj spodaj vidiš, imaš nek drsnik, s katerim upravljaš, kater del tega klipa boš postavil v video. In zdaj bi ga jaz najprej rad predvajal v celoti, da si boš lažje ali pa boš predstavljal, kako to zgleda, kaj jaz snemam vlog. Vidiš, nastavim telefon, pogledam, če je v redu, telefon je izostril pravilno, zagrabim Gizmota, greva ven iz kadra in potem prideva v kader in to je seveda tisti del, ki ga bom jaz uporabil v videu. Evo naju, šetkava in greva ven iz kadra. Zdaj bom pa jaz ta del uporabil, to se pravi, tukaj dam naprej, ker to je vse neuporabno. Del pa, ko jaz pridem z Gizmotom v kader, mi je pa všeč in potem bom še na desni strani s prstom zagrabil drsnik. Bom dal takole malo na fast forward. Super, in to je del, ki mi je všeč, ga bom uporabil, vidiš spodaj je zbran nek kratek del tega klipa in stisnem done, dam tukaj le next in imam že prvi del videa sestavljen, torej sprehod z mano in z Gizmom. Sicer ta aplikacija vedno neke svoje prehode daje, vidiš v tem trenutku je prehod tak, da se slika obrne v črnino, to meni ni všeč, ponovadi so moji prehodi taki, da jih pač preprosto ni. Zato moram tukaj med prehodi, ki jih je milijavžent, ampak jih ponovadi ne uporabljam, grem na all, dam none, apply to all clips in tale zadnji klip, ta črn, made with Viva Cut, odstranim, torej tukaj spodaj desno ga deletam. No, zdaj moram pa samo še dodajati klipe, ki pridejo poštev, torej stisnem plus, tukaj na desni strani, grem na naslednji klip, ki sem ga posnel in to je hoja mene in Gizma, od tukaj pa do recimo tukajle, pa ga odrežem, ta kader dodam. Evo, vidiš, zdaj stisnem play. Se že shit, vidiš, tega moram obrniti, recimo. Pa grem semle na transform, rotate, kako že mora biti takole, pa desno od spodaj fit, evo. In zdaj imam prvih 7 sekund videa sestavljenih. Preverjam, če vse štima, jaz pa Gizmo se šetava, hodva čez zebro, pritisnem plus. In čas je za naslednji kader. Šla sva mimo ene sive ograje, poglej.
Par sekund tega le dodam v video. Vidiš, ko sem telefon pustil. Na tla sem ga na drugo ograjo dal. Evo, zdaj pa 3, 4, evo na. Zagrabim tale del. Mislim, da bo tole čisto dovolj. Ne rabiš vedno čakati, da zgineš z kadra. Ne? Ga dodam. Poglejmo, kako v tem trenutku video izgleda. Mimo ograje. Evo, pa meni je tale kadr je malo predolg, ne? Pa bi ga recimo spredi malo porezal. Pa mislim, da je tole čisto dovolj. Tisnem tukaj spodaj split. In tale del mi je všeč, ta zadnji del, pa gladko zbrišem. In tako zdaj nadaljujem z dodajanjem kadrov. Zdaj pa sem še nekaj povedal v kamero, kaj sem že rekel? Dajmo pogledati. Ga kar dodam, video, da vidim, kaj je dec povedal. Mogoče je hiter nasvet, ne? Če snemaš video, pa če misliš vmes kaj povedati, daj se prej pripravi na to, kaj točno boš povedal, ker če ne boš samo bluzil. Jaz snemam videe že 15 let, pa se vedno in brez izjeme vedno pripravimo naprej. Ok, naslednji kader, jaz pa Gizmo zašetava v gozd. Tudi tukaj sem kamero postavil najprej na en rob ograje. Snema? Okay. Snema, gremo. No, kje so zdaj midva? Evo jih. Veste kaj, ko montirate video, ne, je zelo pomembno, da se kadri ne vlečejo preveč, ker če se vlečejo preveč, hitro tudi dolg čas rata. Zdaj ta kadr bi jaz lahko vlekel še 10 sekund naprej, kako jaz pa Gizmo šetava v gozdu, ampak pomembno je sporočilo, ki ga ti daš. In zato, da ti pokažeš, da se šetaš v gozdu, je čisto dovolj par sekund. Kat, jaz mislim, da je tole dovolj, skrajšam do sem in dodam naslednji kadr. Zdaj pa, da ne bova samo midva z Gizmotom kahodga, sem jaz tudi pokazal, kako psa odpnem. Poglej, takole. Point tega klipa je, da ga odpnem. Zato vsa ta priprava prej, ki se jaz s prsti pripravljam, da ga bom odprel, ni pomembna. To je to. Evo, 3, 4. To je vse, kar rabim. Ta klip je dolg 0,9 sekunde, ampak je učinkovit. In naslednji kadr bom pa že dal, kako jaz Gizmu, dajmo reči, sledim s telefonom. Sem ga najprej poklical k sebi, poglej. Sem na telefon nizko k tlem, šetam. Pa greva. In tale ta prvi del videa je najbolj učinkovit. On odšeta, dan, dodam video. Pa ko mi čakam, da vam na koncu pokažem tudi končen rezultat. Samo še par različnih kadrov dodam. Sem jih še par naredil. V enem kadru, recimo, poglej, sem telefon postavil na tla, pa bo še z Gizmom čez peš. Pridi. Oleg, samet. Tukaj. Večkrat sem ga opozoril zato, da bo res šel čist ob meni, zato da bo tudi v kadru, ne? Pa so se igrali z eno palco. Recimo, da je tole kar simpatičen del, pa uporabim. Dodam obstoječemu videu, ki je zdaj pa dolg že skoraj minuto. Samet, tukaj. No, tega ne bom uporabil, ker rečem sem pet tukaj, ne? Stisnem play. Zdaj pa jaz vidim, da tale del mogoče bolj paše nekam drugam. Zato, ker tukaj, a vidiš, v tem prejšnjem kadru Gizmo že ves razigran, se mi zdi, da sem zraven bolj sodi to, ko se jaz pa Gizmo igrava, ne? Zato bom tale kadr premaknil nekam drugam. Recimo sem, ne, poglej. Se pravi, zatem, ko zašetava v gozd, greva čez telefon, ga odpnem in pa se midva že igrava. Vidiš, treba je nekako imeti neko rdečo nit. Zdaj pa tudi tale kadr je čist predolg. Pa bom uporabil samo en del. Evo, tukaj se jaz pa igrava. In tole je že dovolj. Split, drugi del tega videa zbrišem. In zdaj mislim, da je na vrsti že ta zadnji kadr. Imam sicer še enega, ko mu vržem palco, ampak nisem prepričan, če ga želim uporabiti. Vidiš, sem telefon postavil na tla. Naslovno sem ga na eno vejo, ki sem jo zapičil v poden. Sem pogledal, da sva oba v kadru in mu vrgel palco. Čeprav tale kadr bom pa jaz uporabil. Vidiš, tale del, ki jaz vržem palco, je zanimiv, ne? Pa ga dodam, pa mogoče ne na konc videa. Kaj bom naredil? A ti je že kaj dolg čas, ko tole gledaš. Ampak tako je, veš, ko nastaja video. Kaj pa, če bi takole naredili? Da se Gizmo razigra. Jaz mu pokažem palco, mu jo vržem, se pa spet že malo igrava, ne? V bistvu ne. Bo boljš tako, ne? Zdaj ga dražim s palco, poljo pa vržem, ne? Poglej, se igrava, ga dražim s palco, čeprav imam tukaj v roki drugo palco, ne? Ampak pustimo to, pa jo vržem.
Evo, to je to, se mi zdi. In zdaj naredimo še en zaključek. Mislim, da sem nekaj povedal. No in ko se ti zdi, da, Takole, ko se ti zdi, pa malo manj. no in ko se ti zdi, da si posnel dovolj in da imaš eno tako luštno montažo, ki bi jo lahko komu pokazal, pač zaključiš in rečeš, ajde, čau. Evo, to je to. Jaz mislim, da imamo mi video narejen. To se pravi, v 10 minutah smo sestavili za minuto enega videa. Zdaj pa, tale video bi lahko imel tudi kakšno glasbeno spremljavo. Tukaj stisnem back na spodnji vrsti in tukaj vidiš, imam neko opravilno vrstico, kjer lahko podlagam kadre, dodajam recimo tudi filtre, kakšno besedilo napišem. Evo, dajmo recimo napisati besedilo. Vidiš tukaj črko T, spodaj tekst, pa tukaj recimo napišem sprehod s kosmato raketo. Lahko ga postaviš kamor želiš. Potem tukaj vidiš tale zelen slider oziroma zelen del je, ki določa dolžino tega teksta, kdaj in kje se pojavi. Na začetku klipa ali pa na sredini. Jaz bom dal recimo takole, stisnem play, sprehod s kosmato raketo. Mogoče bi ga lahko še malo podaljšal. Ali ne. Tole je dovolj, ne? Stisnem music in tale aplikacija VivaCut ti omogoča kupenih muzik v uporabo, ti jih da čist zastonj, ni zdaj to odlična muzika, ampak za kakšno tako easy foro pa z lahkoto. Walk in the Park. Kaj je to za ena muzika? Evo, Love Songs. Tale je tudi luštni. Dajmo My Summer Love. Daš add in si ti avtomatsko muzika da kot podlaga skozi celoten video. Poglej zdaj. Aha. Pa malo bom sledil bitu, ker pomeni, da bom tale kader še prej odrezal. Poslušaj zdaj. Pa tudi tlele ga bom prej odrezal. Ker pa začneš gledati, da se malo video ujema z bitom muzike. Ne, lep, slušaj. Še malo prej. Mogoče je hit. Aha, še malo znižamo volume, ampak še vedno jo bomo slišali. Imaš video, pa če misliš vmes kaj povedati, daj se prej priprav na to. A nas kaj mod, da je spodaj besedilo? Ajde, recimo, da v tem trenutku ne, ampak načeloma je pa treba paziti, da se dve stvari ne govorita eno čez drugo, ne? Video je že 15 let, pa se vedno brez izjeme vedno pripravljam naprej. In ko vam jaz sestavljam video, pripravljam za eksport, tukaj gor desno vidiš tipko eksport, jo stisneš, zbereš resolucijo, dajmo recimo Full HD. In se video, če je dolg samo minuto, eksporta v koliko? 30 sekundah. Počakaš, da tale bela črta pride čist okrog in je video narejen. Jaz upam, da sem bil dovolj izčrpan, pa da ti je približno jasno, kako nastaja komotar minuta. Malo domišljije, velikega dela, velikega časa, pa tudi dost ene zabave. Video je eksportan in ga greš lahko direkt v galerijo pogledati. Evo, cep. Cep. Stisnemo play. Mogoče je hiter nasvet, ne? Če snemaš video, pa če misliš vmes kaj povedati, daj se prej priprav na to, kaj točno boš povedal. Ker če ne boš samo bluzil, jaz snemam video že 15 let, pa se vedno in brez izjeme vedno pripravljam naprej. Love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. No in ko se ti zdi, da si posnel dovolj in da imaš eno tako luštno montažo, ki bi jo lahko komu pokazal, pač zaključiš in rečeš, ajde, čau. In to je to. Evo, na hitro smo sestavili en video. Vem, vse je malo trajalo, ampak veš, se mi zdi, da je prav, da veš, kaj vse gre v sestavo enega učinkovitega, zabavnega, kratkega klipa. Ok, zdaj nam ostane pa samo še ena stvar. Dajmo obdelati eno fotko. In tako, kot pri videu, ključ je v tem, da je vse skupaj simple. Malo popraviš kontraste, barve, pogledaš, je v redu, je, ni, eksportaš, pa lahko objaviš. Evo, aplikacijo, ki jo uporabljam ponovadi, se imenuje Photo Editor. Tudi to sem dobil na istem mestu, kjer sem dobil tudi VivaCut, to se pravi v Huawei App Gallery. Odprem. Zdaj imam pa tukaj v galeriji že zbranih par Porsche fotk. Čak sem mal. Kaj če bi pa tole obdelali? Še enkrat kliknem na fotko. Zdaj imam pa tukaj v levem spodnjem delu zaslona, vidiš, piše Adjust. In tukaj lahko prilagajaš neke čist osnovne stvari in to je dejansko za neko normalno fotko malo porihtati, malo popeglati povsem dovolj.
Recimo, da je mene malo moti, da je tale fotka pikico temna. Pa bom tukaj na sredini spodaj stisnil lightness, pa bom samo tale drsnik potegnil malo gor, pa vidiš, kako rumena barva popne gor, pa vidim, da se s tem zboljša dodatno tudi malo kontrast, čeprav imamo tukaj tudi funkcijo kontrast, ampak nikoli pa ni dobro iti v ekstreme, ker fokrat tole dela, ne? Zato, da rumena ne vem, koliko vam popne. To ni dobro. Kontrast pri tej fotki je že v osnovi dober, ne pozabimo, da tudi Huawei P40 Pro razpolaga z izjemnim izhodiščem, ko prije do fotografije. Nasičenost, to pomeni, koliko močne so barve. Tukaj lahko šopaš tudi v ekstreme, ajde, če bi hotel črno-belo, je to neki, ne? Ne pa pretiravati z jakostjo barv, ker je to preprosto povedan grdo. Svetlitev mi je všeč, sence, ne takole ostane. Pa gremo pogledati, če kakšno drugo fotografijo. Temperatura. Škaj pa to, kako imaš toplo fotko? Hladna? Topla. Tudi temperatura se mi zdi, da tukaj v osnovi že dobro poštimana. Zdaj bi ti pa rad pokazal razliko med obdelano pa neobdelano fotko. To je obdelana, to pa je neobdelana. Vidiš, razlika je blaga, ampak bolj začneš primerjati, bolj postane pa izrazita. In ta druga obdelana fotka je seveda bolj primerna za objavo na socialnih omrežjih. Zdaj, če želiš, lahko fotko tudi po želji obrežeš, recimo spodaj ali pa zgori, recimo, da bi se radi zares osredotočil samo na avtomobil, pa spet stisnemo kljukico. Pa je pa še kup drugih stvari, tudi filtri, ki jih jaz, če sem čisto iskren, ne rad uporabljam, ker so običajno, da moraš malo neokusni, no. Ali pa, dobro, lahko ga prilagodiš, ne, zbereš en filter, pa potem jakost določiš tega filtra. To verjetno poznamo tudi že, oziroma poznate že tudi iz Instagrama. Evo, folk, zdaj veste pa vse. Kako narediti lušten video, kako približno obdelati fotko, da je še vedno okusno, malo bolj živo, malo bolj na poskok. In to je to, lepo se imejte. Pa kaj, vse ta cajt, da lahko rečem tudi že srečen nov let, ne? Pa po pamet. Pozdravi, ostanite. To tudi. Ajde, čau.